Joko Nono, Žan, zdravo. Živjo, Boštjan. Kaj odgovoriš, če te vprašajo o novih skladbah? Zdaj več ne govorim, če me vprašajo, zdaj govorim sam, da ne bom nič povedal. Torej ne priznaš? Jaz vse priznam, črno na belem v muziki. Ampak, kot pa slišim, pa ne poveš. Povem pa ne, se ni vedno treba povedati. Nova, ki ste sedaj poslali med poslušalce, je naslovljena Ne povej. Kaj sporočate z njo? Ne povej je zgodba o poželenju, je izjemno politično nekorekten song in govori točno tako, kot reči so včasih med vrsticami. Torej bereš med vrsticami? Jaz mislim, da je treba brati med vrsticami, se ti ne zdi? Velikokrat. Velikokrat in vedno bolj pogosto. Čeprav pa nekateri še ne vedo prebrati tistega, kar piše brez med vrsticami. Jaz samo lovim svetovne nazore. Udarna skladba je tokrat? Res je. Čas je bil, da se premaknemo naprej v našem zvoku. Mogoče tisto, kar smo delali prej, je bilo pač letom primerno, da je reči, ampak zdaj je bil pa čas, da naredimo nekaj, kar je pa zdaj letom primerno, in to, kar je zdaj letom primerno, mora biti malo bolj udarno in malo bolj na poskok. Torej tudi odraščate? Absolutno. Čas je edina stvar, ki jo ne moramo ustaviti, ni tako da sprejemamo z odprtimi rokami vse, kar se nam dogaja in se z optimizmom oziramo naprej. Je potem skladba tudi nastavek za drugi album? Absolutno, sicer drugi album še ni narejena, ne je daleč od tega. Mi se vedno z vsakim komadom oziramo naprej proti naslednjemu albumu, ki prihaja, in mislim, da tudi ker pišemo tekoče iz svojih izkušenj in življenja, ko se nam dogaja, da ne more biti prav nič drugače. Če pišeš o tem, kar živiš, pa da delaš sproti, potem vse nekako zadeve ložijo v eno koherentno celoto in je samo vprašanje časa, kdaj potegneš zadnjo in rečeš, ok, zdaj pa dovolj za en album. Aktualna skladba Ne povej ima tudi video, ki pa je bolj temačen. Res je bolj temačen in hkrati se mi zdi, da pokaže več, kot je kjerkoli video prej pokazal. Ena zanimivost, ta video smo snemali v Rušah, kjer smo našli eno tovarno, kjer delajo žice, ki so polnjene s kovino, in ker smo želeli imeti v videu meglo, smo dvigali ta prah in smo se kar konkretno nadihali tega materiala, tega železa, tako da mogoče se pa zdaj proti heavy metalu vrnemo z naslednjim albumom. Nikoli ne veš. Nikoli ne reci nikoli. Ja. In mogoče boste potem na karnevalu igrali že kot heavy metal band. Bomo videli. Prijavili smo se kot rock band, zaenkrat smo prišli med top 10, na kar smo zelo ponosni. Smo veseli, da nas tudi scena prepoznava, da nas ljudje prepoznavajo, in kolikor se to zgodi, bo naše poletje res še bolj fantastično, kot je že sicer. Imamo pa zdaj v kratkem 2 koncerta kot predskupina Siddharte, pojavili se bomo tudi na Škisovi tržnici in pa, kot že v navadi, tudi po celotni Sloveniji. Boste pa se sedaj pojavili tudi v našem radijskem etru z novo skladbo. Zato, Žan, boš ali ne boš povedal? Dajmo poslušati, pa dajmo predtem. Ne povej mi preveč, da želel si Bože, in umakni pogled, reci, da piše ti v očih. Ne povej mi preveč, da še nisva na tleh, se predvajava, nisva ista. Te dni ne sprašujem, te sprašujem le še čez noči. Prepedim pred sabo, gledam tvoj obraz in se mi zjasni, premočno si te želim. Ker nimava časa, se znova igrava in te vprašam, če je sploh res. Ne povej mi preveč, da želel si bom že, in umakni pogled, reci, da piše ti v očih. Ne povej mi preveč, da še nisva na tleh, se predvajava, nisva ista. Vem še predobro, da nič ni narobe, nič ni prav. Kaj me spet sprašuješ, če sem ti lagal? Ko si te rišem golo mojo, ko te ne kličem, iščem tvojo roko, da mi vse pove. Ker nimava časa, se znova igrava in te vprašam, če je sploh res. Ne povej mi preveč, da želel si bom že, in umakni pogled, reci, da piše ti v očih. Ne povej mi preveč,
Radioaktivno. Koliko močno mi hočeš še verjeti, koliko močno me upaš še objeti, koliko močno, koliko močno, koliko močno še preden ti povem. Ne povej mi preveč, da želel si bom še in umakni pogled, reci da piše ti v očih. Ne povej mi preveč, da še nisva na tleh, se pretvarjava, se pretvarjava. Ne povej, koliko močno mi upaš še verjeti.